državljanke, dragi državljani, čestitam vam ob dnevu Evrope 9. maju. Življenje nam vsak dan ponuja veliko razlogov za veselje in praznovanje, ki pa jih pogosto ne obeležimo, med drugim tudi zaradi hitrega načina življenja in številnih obveznosti. Drugače pa je pri okroglih jubilejih, najsi bodo to rojstni dnevi, obletnice poroke, delovne obletnice in tako naprej. Takrat se velika večina ljudi vzame čas, da to proslavi. In nedelja 9. maja bo eden takšnih dni, ko je prav, da ga obeležimo. Na ta dan pred 60 leti se je namreč z Schumanovo deklaracijo pričelo evropsko povezovanje, ki je pripeljalo do nastanka Evropske unije, katere članica je tudi naša Slovenija. Običajno je tako, da se pravi značaj posameznika ali skupine pokaže v prelomnih oziroma težkih trenutkih. Takrat se lahko poti združijo, da bi lažje premagali izzive, lahko pa tudi se zavedno razidejo. Evropske države so zmogle v prelomnih trenutkih stopiti skupaj in se postaviti za skupne vrednote, kot so mir, demokracija in družbena blaginja. Veseli me, da so evropske države po drugi svetovni vojni, ki je vzela in ali uničila številna življenja Evropejcev, uničila številne družine in domove, tovarne in kmetije, mesta in vasi, zmogle najti pot druga do druge, preseči zamere in se usmeriti v skupno prihodnost. Deklaracija, ki jo je 9. maja 1950. leta, le 5 let po koncu druge svetovne vojne, predstavil francoski zunanji minister Robert Schuman, je bila po vsebini dokaj skromna. Saj je predlagala skupen nadzor nad proizvodnjo premoga in jekla v Franciji in Nemčiji. To je takrat pomenilo sodelovanje dobršnega dela gospodarstva. Ko pa so evropske države ugotovile prednosti tovrstnega povezovanja, se to ni ustavilo pri premogu in jeklu, ampak se je skozi zadnjih 60 let poglabljalo in razširjalo na številna ostala področja. Oblikovala se vrsta skupnih politik, ki delajo Evropsko unijo močno, integrirano in solidarno skupnost, ki zagotavlja optimalni razvoj vsake članice. Solidarnostjo, na kateri temelji naša skupnost, pa mora z roko v roki tudi odgovornost vsake države članice za lasten razvoj in tudi za skupne cilje. Prepričan sem, da bo Evropska unija zmogla premagati ključne finančno-monetarne težave in da bomo skupaj lažje premagovali težave, ki jo je povzročila vsesplošna kriza. Znan ameriški guru Jeremy Rifkin je ob slovenskem predsedovanju Evropske unije dejal, da je Evropska unija od ZDA prevzema voditeljsko vlogo, da postaje svetilnik, ki usmerja prihodnji razvoj sveta, ki je najbolj dovzetna za socialne in ekološke zahteve časa, ki ga živimo. Naj se tem optimizmom zaključim ta priložnostni dogovor ob 60. obletnici Schumanove deklaracije, ki je pokazala pot, po kateri je treba nadaljevati. V dobro vseh nas, tudi Slovencev.